Za razburjenje javnosti je poskrbela Banka Slovenije, ki je minuli teden zaostrila pogoje za pridobitev potrošniških in stanovanjskih kreditov. Na srečo pa nas je hitro pomiril guverner banke in nam zaupal, da so to naredili zgolj in izključno v našo korist. Banka Slovenije vztraja na svojem. Tudi guverner Vasle se pri tem sklicuje na skrb za malega človeka. Češ Slovence ščitimo pred zadolževanjem za stvari, ki si jih s svojimi plačami realno ne morejo privoščiti. Guverner banke hoče zaščititi ljudi pred kupovanjem brezveznih stvari, kot so avtomobili, motorji, streha nad glavo. Pa kaj boš s tem? Po neuradnih podatkih naj bi Banka Slovenije predlagala tudi ukinitev javnih knjižnic, saj te ljudem omogočajo izposojo knjig, ki si jih ne morejo privoščiti. Proti novim kriterijem bank se je odzvala slovenska vlada. Kot prvi je pred naše kamere stopil minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Jaz moram reči, da pri tej zaostritvi kreditiranja Banke Slovenije me najbolj skrbi dejansko za mlade družine. Oni bodo tisti, ki bodo oropani priložnosti, da si lahko pridobijo prvo nepremičnino in seveda potem vsako naslednje. Ja, prvo. A so sami mogotci danes tlele, ali kaj se tle dogaja? Prvo in vsako naslednje. Okay, država se dobro zaveda, da je glavna skrb mladih družin, kako si čim prej zgraditi nepremičninski imperij. Razočarani pa so tudi, da je Banka Slovenije nove smernice sprejela tako rekoč čez noč, namesto da bi jih napovedala nekaj tednov naprej in bankam omogočila, da organizirajo razprodaje. Black Friday v NLB. Kupiš 3 kredite, plačaš 2. S posebnim pozivom se je oglasila tudi poslanska skupina LMŠ in Banko Slovenije prosila, naj nove kriterije prestavi za kakšno leto, saj bi v tem času radi sprejeli prav poseben zakon. Nov zakon naj bi nakup stanovanja omogočil tudi prekarcem na negotovih oblikah dela. V načrtu pa je še ustanovitev posebne javne službe, ki bi najemala prazna stanovanja Slovencev in nadzorovala njihovo oddajanje. Tako je, po novem bi posrednik med najemniki in najemodajalci postala kar država. Kar v praksi pomeni, da najemnikom praznega stanovanja ne bo razkazal nepremičninski agent, ampak kar premiješarec. Tvice je otroška soba, tlek otroke zapreš. Tvice je balkon, psa zapreš. Ne moš pa babe zapovedi, ker kuhna nima vat. Baba je žaba. Slaba novica je, da bodo ti ogledi trajali, ker človek ima materijala za vsaj 2 predstavi. Dobra novica pa, da se bo na trgu kar naenkrat znašlo ogromno novih najemniških stanovanj. Na trgu naj bi bilo od 20.000 do 30.000 praznih stanovanj, ki jih predvsem starejši lastniki ne želijo oddajati zaradi morebitnih zapletov s papirologijo in najemniki. Ja, zgleda, starejši ne marajo papirjev, še posebej bankovcev za 500 evrov. Ali pa v svojem stanovanju sam ne želijo imeti nekoga, ki pije, kadi in se ne tušira, saj bi jih ta preveč spominjal na pokojnega partnerja. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.